Predzadnja tekma v 11. krogu prve lige je potekala v Kidričevem, kjer je domači Aluminij pričakal ekipo Kopra. Aluminij je pred dnevi igral tekmo proti Goričanom doma brez golov, tokrat pa je Koper med tednom igral proti Mariboru in na koncu izgubil. Maribor je zabeležil pomembne 3 točke v boju za naslov prvaka. Prva kombinacija tekme po kotu in strele z glavo Kramerja, ki je tokrat zgrešil vrata Koprčanov. Še napad za domače, nova žoga pred gol in tokrat je imel težave Simčič. Turkal je bil v izjemno ugodnem položaju, a žoga je končala v naročju gostujočega vratarja. Indirektni prosti strel za Aluminij, strel proti golu in odlična obramba Vasje Simčiča po strelu Bizjaka. Prosti udarec je tudi za Praniča, ki je tokrat debitiral v koprskem dresu. To je bil dober strel, ampak na koncu obramba Janžekoviča in kot na koncu za nogometaše Kopra. Še en predložek na drugo vratnico in tokrat je sprožil Muslimovič. Žoga je končala v vratnici, nekaj sreče za Janžekoviča, ki je še naprej ostal nepremagan. Priložnost za Aluminij. Preigraval je Srdić, namestil žogo Krljanoviču, tudi on je stresel vratnico in tudi Vasja Simčič je imel tokrat precej sreče. Prosti udarec Kokoroviča in veliko težav za Janžekoviča, ki je žogo uspel rešiti in zadetka ni bilo. Potem pa še kot za nogometaše Aluminija, gol je zabil Zeba, a ta gol ni veljal. Glavni sodnik je dosodil igro z roko pred vrati Kopra in zadetek je bil razveljavljen. To je bila še zadnja akcija tekme, golov tokrat ni bilo. Tekma je minila v znamenju izenačene igre, nekaj priložnosti na eni in drugi strani, na koncu pa Aluminij Koper 0:0. Gledajte, težka tekma, mi smo danes igrali, mislim, da smo danes žogo spustili, da smo probali igrati. Malo več kot prejšnje tekme, tudi imeli neko prevlado v nekih določenih trenutkah. Imeli svoje priložnosti, ki pa nažalost nismo izkoristili. V drugem polčasu so tudi gosti imeli 2 priložnosti, malo sreče, ampak na koncu zadnjo šanso smo imeli mi, tisto vratnico Krljanoviča. Tako da mislim, da Kujca nijem kao čito, da so dali maksimalno igrišče od sebe. Pač spet okoliščin in pa malo športne sreče, oziroma imeli smo 3-4 priložnosti, ker nismo zadeli in do konca 0:0 je realno rezultat. Jedna utakmica sa sva 3 znaka. Ja, to je bila tekma, ki bi lahko šla v eno ali drugo stran. Če bi zabili gol, bi lahko zmagali. Imeli smo dovolj priložnosti, še posebej v drugem polčasu. Najprej nismo bili pravi v prvem polčasu, prve recimo pol ure igre, a v drugem delu pa smo potem precej več igrali, pokazali več agresivnosti in želje, ampak pojavili so se napake tudi v naši igri in imeli smo kar nekaj priložnosti. Mojim igralcem pa ne moram nič zameriti, dali so vse od sebe, borili so se, ampak bilo nekaj preveč napak in tekmo bo treba analizirati. Za naše igrače, šta je bio uzrok, sad to ćemo analizirati.